v tej državi se pogovarjamo o nekih investicijah, recimo v NUK2, ki bi stal 50 milijonov evrov že 30 let. Zdaj je bilo porabljenih, prerazporejenih v bistvu v zadnjih 2 mesecih skoraj 400 milijonov evrov in kar nam vlada da, so pač tele 3 tabelice. Te 3 tabelice so vredne skoraj 400 milijonov evrov. In iz teh 3 tabelic se ne da razbrati nič. Pri postavkah, ki so težke, ne vem, 22 milijonov, 43 milijonov in tako naprej, praktično ni nobenih obrazložitev, nobenih argumentov, zakaj so pač v takih višinah. Edino, kar smo dobili zraven, je v bistvu pač dobra stran obrazložitve, ki večinoma govori o tem, kakšna je pravna podlaga za to, da ste nam poročilo v taki obliki dali. In zdaj, kar me je pa posebej zmotil, pa zakaj sem se odločil, da bom jaz tudi začel z obličnostjo, pa je argument, ki ga je prej uporabila državna sekretarka, in sicer je rekla nekaj v smislu, da sej poslanci niste sposobni predelati, ne vem, 300 strani sklepov in tako naprej, zato so deloma interni. Mislim, to ni vaša presoja, pač kaj so poslanci sposobni in česa niso sposobni. Poslanci postavljajo vlado, poslanci po vseh zakonih, ustavi in praksah nadzorujejo vlado in poslanci so konec koncev tisti, ki lahko tudi odpokličejo ministra ali pa izrečejo zaupnico ali nezaupnico vladi. Skratka, vi ste odgovorni poslancem. Torej, ni vaša presoja, v kakšni obliki nam boste dali. Vaša naloga je, da nam date vse podatke, ki jih od vas zahtevamo. In mislim, da je bila tukaj ne samo zahteva poslancev, ampak zahteva slovenske javnosti zelo jasna. Mi hočemo vedeti, kaj se dogaja s tem denarjem. Mi hočemo vedeti, kaj se dogaja z denarjem, recimo 176 milijonov evrov, ki je šel iz prerazporeditev na MGRT. Tukaj je 5 od 7 sklepov internih. In vemo, da se je ta denar porabljal za nabave mask, medicinskega materiala, opreme. Kaj se je s tem denarjem zgodilo, ne vemo in tudi iz tega poročila ne moremo izvedeti. Torej, vi ste dolžni, da nam to priskrbite.